Pri izvedbi izolacije poševne strehe je vidik zrakotesnosti izjemnega pomena. To dosežemo z uporabo ustrezne parne zapore ali ovire, ki jo namestimo na notranjo stran izolacije, vendar pa njen pravi učinek dosežemo šele, ko jo temeljito zatesnimo. Za ta namen v podjetju Knauf Insulation nudimo parno zaporo HomeSeal LDS100, kot tudi parno oviro HomeSeal LDS5 ter kompleten asortiman lepilnih trakov HomeSeal LDS za zagotavljanje zrakotesnosti. Kako pomemben je vidik zrakotesnosti, bomo prikazali na testnem eksponatu, ki simulira poševno streho. Prikazana je vgradnja izolacije, folije in različnih lepilnih trakov, s pomočjo tako imenovane umetne megle pa preverjamo korektnost izvedenega tesnjenja. V primeru nepravilne izvedbe bo megla, ki simulira difuzijski prehod vodne pare, prehajala skozi konstrukcijo. Najprej na knauf pod konstrukcijo točkovno zalepimo obojestranski lepilni trak, ki služi za nameščanje parne zapore LDS100. Folijo na ravnih 10 cm preklopnih spojih zatesnimo z enostranskim lepilnim trakom LDS Soliplan. Robove folije na stikih s stenami ali tlemi zatesnimo z lepilno tesnilno maso LDS Solimur ali v primeru bolj gladkih podlag z lepilnim trakom LDS Solitwin. Tesnenje vseh prebojev skozi parno zaporo izvedemo z nekoliko bolj fleksibilnim lepilnim trakom LDS Solifit 1. Kot je razvidno iz posnetka, smo delo opravili kakovostno, saj bi se v nasprotnem primeru na notranji strani ostrešja pojavila megla, ki smo jo ustvarili na napravi znotraj eksponata. V praksi pa smo vse prepogosto priča situacijam, kjer tesnenje ni kakovostno opravljeno, kar bomo videli na eksponatu kot prehajanje megle. Najbolj pogosti primeri napak pri tesnenju v praksi so: slabo vogalno tesnenje med folijo in steno, neustrezno tesnenje prebojev in odprtin, nenatančno nameščanje lepilnega traku, ki medsebojno spaja folijo. Pogosto so težava tudi netesnjeni preboji zaradi cevnih in drugih napeljav. Kako velik je vpliv neustreznega tesnenja parnih zapor, nam pove podatek, da skozi rego širine 2 mm na dolžinski meter lahko v gradbeni konstrukciji kot posledico kondenziranja vodne pare ustvarimo več kot 1 deciliter vode na uro. Neustrezno tesnenje poleg večjih toplotnih izgub negativno vpliva tudi na samo dolgoročno obstojnost vgrajenih materialov v konstrukciji. Iz prikazanega lahko zaključimo, da je dosledno izvedeno tesnenje, poleg same izolacije, ključnega pomena za kakovostno bivanje v podstrešnih prostorih ter za samo gradbeno konstrukcijo in njeno življenjsko dobo.